Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijazen dober večer in dobrodošli v oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Nocoj se potepamo po občini Braslovče. Vse informacije o dogajanju tam bomo izvedeli iz prve roke, zato v našem studiu že prav lepo pozdravljam župana občine Braslovče, gospod Tomaž Žohar. Dober večer in dobrodošli. Dober večer tudi vam in vsem vašim gledalcem. Gospod Žohar, začela bova z avgustovskimi poplavami. Občina Braslovče je bila ena od najbolj prizadetih občin v Spodnji Savinjski dolini. Kakšno je danes stanje? Je del škode že saniran? Kako poteka in o kakšni višini pravzaprav sploh govorimo? Ja, moram reči, da res je bila naša občina izredno prizadeta s strani poplav, ki smo jih bili deležni. Razmere so bile katastrofalne, ki se jih zelo težko opiše z vsemi besedami. In dejansko poplavlje 3 večje naselja, levi in desni breg Letuša, Male Braslovče, popolnoma uničilo hiše na teh delih. Voda je drla skozi hiše in zadeva je res alarmantna. V tem času smo, mislim, da zelo dobro opravili vsa intervencijska dela, tudi najnujnejša sanacijska dela se izvajajo. Moram se pa prvotno najprej zahvaliti, namreč razmere so bile v takem obsegu, da Bogu in pa predvsem junaštvu gasilcev se lahko zahvalimo, da nismo imeli smrtnih žrtev. To je res neprecenljivo in velikokrat je bila zadeva na nitki, ni samoumevno in soočamo se z res težkimi posledicami. Ta trenutek poteka na 2 delih sanacijska dela. V naslednjih dneh bo še 3. gradbišče odprto na področju Savinje, na področju Pariželj, kjer je odneslo nekaj brežine in je dejansko zelo ranjeno celotna brežina in pa posledično nevarno za celotno naselje Pariželj v primeru velikih voda. Zelo intenzivno delamo na projektu protipoplavnih ukrepov. To smo delali tudi že praktično zadnjih 2-3 leti. V okviru tega smo obnovili Letuški most, na nek način izredno pomembno projekt. To se je zdaj v teh poplavah še dodatno pokazalo. Če Letuški most ne bi obnovili, ojačali temelje in podobno, bi zagotovo ne preživel te ujme. Prav tako je bilo popolnoma sanirano nekaj mesecev prej Letuški jez, ki je prav tako ostal nedotaknjen po obnovi. In pa kak mesec pred poplavami smo zaključili s projektom obnove oziroma tako rekel sanacije levega in desnega brega Savinje v Parižljah, gor vodno od Pariželjskega mostu, v dolžini 500 metrov smo vložili praktično z kamnito zložbo in pa podlili Pariželjski most temelje, ker je od leta 90, ko je jez odnesel, se poglobila tam Savinja zagotovo za nekje 2,5 do 3 metre. Posledično je spodjedel temelje in to na nek način je bilo izredno pomembno, da smo to v tem času sanirali, naredili, ker tudi ta Pariželjski most, ki je bil praktično edini v času poplav od 4. avgusta, je bil edini odprt, mislim, da v Sloveniji med vzhodu in zahodu. Še tega smo občasno zapirali, ker nismo vedeli, kaj se dogaja od spodaj pod mostom, glede na to, kakšna voda je bila. In s tem projektom tudi nadaljujemo. Zdaj je potrebno na novo, so se naredili geodetski posnetki na določenih delih, ko je odtrgalo veliko zemljine, na novo geodetske posnetke in tudi na novo projektirati. Tako da v roku nekje okvirno meseca do 2 pričakujemo, da bomo imeli na celotnem segmentu od Ločice do Letuša projekt pripravljen in na nekaterih delih dela že potekajo, kot sem že omenil, na nekaterih delih se bojo pa v bistvu potem po projektu, ko bo znani vsi detajli tehnični, tudi začeli.
Veliko je bilo v zadnjih 2 mesecih govora tudi o selitvi nekaterih delov naselij Letuš pa Male Braslovče. Kako je zdaj s tem? Se zdaj že ve, ali se bodo ti prebivalci res preselili in pa kje in kdaj? Prvotno moram povedati, da smo v tem času opravili ogromno del v pomoč tem ljudem, ki so bili oškodovani. Ne samo del donacij in podobno, namreč škoda je bila ocenjena na javni infrastrukturi nekje okoli 7,5 milijona, na zasebni lastnini nekje okoli 22,5 milijona, intervencijskih stroškov smo imeli okoli 1 milijon, se pravi skupaj nekje okoli 31 milijonov škode. Govorimo o res izjemni finančnih posledicah, ne samo finančnih, tudi psiholoških. Izredno pomembno je tukaj odreagirati učinkovito, hitro in pa predvsem na strokovnih podlagah. Namreč dejstvo je, da smo imeli poplavljena praktično od leta 90 četrtič. Leta 90 so bile velike poplave tudi v Celju, pa potem leta 2008, pa 2012, pa zdaj 2023. Nekateri izmed teh so bili poplavljeni že četrtič, kar je nepredstavljivo v zadnjih, da tako rečem, 20-30 letih, in to je nesprejemljivo in moramo iskati trajne rešitve. Ta rešitev je absolutno še vedno zelo aktualna. Zelo intenzivno delamo na medresorskem usklajevanju z Vlado Republike Slovenije. Predvsem je pa pomembno, da temelji na strokovnih temeljih. Se pravi, stroka je tista, ki bo povedala ta zadnjo. Mi pa moramo imeti dovolj modrosti in političnega poguma, če tako lahko rečem, da bomo stroki sledili. In vkolikor bo stroka rekla, da drugače ne more zaščititi življenja, ki je pač absolutno prva prioriteta, bomo temu zagotovo sledili. Kaj pa pravijo tamkajšnji prebivalci? Jaz bom rekel tako. Primarno moram poudariti, da govorimo o možnosti selitve izključno samo Letuša levega in desnega brega Gmajne, ne pa Malih Braslovč. To je pomembno. Drugo, kar je pa tako, po meni, bom rekel, dosegljivih in znanih podatkih, je desni breg Letuša, tako imenovane Gmajne, nekje praktično blizu 100% naklonjen temu, ker so ogrožena življenja. Levi breg nekoliko manj, ampak še vedno je velika večina ob vseh znanih dejstvih naklonjena, bom rekel, dolgoročni trajni rešitvi. Namreč pomembno je nekaj, da mi smo danes odgovorni tudi za naslednje generacije. Imamo znova znana dejstva in na ta nova znana dejstva moramo nositi ustrezno odgovornost, posledično tudi narediti ustrezne ukrepe, in v življenju štejejo samo dejanja. In če danes ne ukrepamo, bo mogoče čez, 5, 10, 30 let, niti ne igra vloge, prišlo tudi do najhujšega, se pravi tudi mora biti kakšne smrtne žrtve, in tudi takrat smo odgovorni, konkretno jaz v tem primeru kot župan občine Braslovče danes, zato ker danes smo na koraku, ko moramo nekaj ukreniti dolgoročno za zaščito življenj in nenazadnje tudi premoženja. In zagotovo bomo temu sledili, je pa potrebno ti ukrepi, da so celostni, da ne rešujejo, bom rekel, situacije samo v Braslovčah, ker s tem nismo popolnoma nič naredili, ampak je potrebno v celovit okvirih ustaviti in delati na temelju celovitih protipoplavnih ukrepov na celotnem porečju reke Savinje. Se pravi, praktično moramo poskrbeti za poplavno varnost. Vse posod namreč ustava, zakon jasno govori, da ne moreš delati nekomu v korist na škodo drugega. In če se recimo na nekaterih delih naredijo zidovi, bo bistveno bolj poslabšalo situacijo dolvodno naprej in s tem tudi ogrožena bistveno bolj življenja, to pa absolutno ne moremo dovoliti. Zato je to nujno, da se gleda celostno.
ne nazadnje vključujoč tudi Celje, Laško, ker praktično smo vsi ob tej čudoviti reki, kakorkoli nam je prinesla veliko gorja, je še vedno to narava. Ni naša sovražnica narava, je v bistvu naša prijateljica. Pomembno je pa, da se mi naučimo živeti z njo, hkrati pa v bistvu se prilagoditi in dati naravi nazaj tisto, kar smo v bistvu skozi zgodovino desetletja vzeli. In to je prostor. Našli ste tudi že lokacijo, kamor bi lahko preselili te prebivalce. Kako bi pravzaprav potekala ta selitev? Evidentirana je lokacija, preverjena strani stroke, ki je sprejemljiva. Zdaj, v večinski, praktično 85% lasti države, že danes, nekje dobrih 10% v lasti cerkve in pa nekaj malega, 3 parcele, 4 parcele so v privatni lasti, ki so dobili nazaj po denacionalizacijskem postopku. Zdaj, ali bom rekel, prišlo do tega, bomo videli, kot sem rekel. Zagotovo smo pa naredili določene tehnične raziskave, tehnične podlage in tudi deloma že okviren tehnične podlage podrobnega prostorskega plana tega novega naselja. To je izredno pomembno že v tej fazi. Zakaj? Zato, da se v bistvu tudi ljudem predstavi, na kak način, kakšna bo rešitev. Zdaj, kaj več o tem v bistvu ta trenutek absolutno ne morem govoriti, ker je stroka tista, ki bo v bistvu rekla zadnjo besedo. Je pa pomembno to, da je v neposredni bližini šole, vrtca, kmalu tudi novega zdravstvenega centra, športnega parka in pa praktično drži se že urbaniziranega področja v, da tako rečem, Rakovljah. Prej ste omenili sodelovanje z ministrstvi, verjetno pri tej sanaciji oziroma sigurno pri tej sanaciji brez pomoči države ne bo šlo. Zagotovo, da ne. Morate vedeti, da to presega nekajkratnik našega proračuna, vsa škoda, predvsem pa izredno pomembno v bistvu tudi pomoč ljudem. Ljudje so tisti, ki so ostali praktično brez vsega v parih urah. Celo življenje človek ustvarja, vlaga v nepremičnino, premičnine, kakorkoli, nekako pričakuješ, da bo živel v miru, potem pa pride 4. avgust, v nekaj urah odnese celoten praktično delo celotnega življenja in to je nepredstavljivo. To je nekaj, kar si zelo težko kdo pomore. Tukaj zelo močno nudimo tudi ustrezno psihološko pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo. Tudi mi smo zelo prisotni na terenu, se veliko pogovarjamo, iščemo optimalne rešitve in zagotovo tukaj brez pomoči države niti pod razno ne bo šlo. Jaz menim, sej zaenkrat tako, bom rekel, kaže, da se Vlada Republike Slovenije tega zaveda. Trenutno zelo konstruktivno sodelujemo, iščemo optimalne rešitve in v nekje naslednjem tednu, dobrem tednu je predviden obisk Vlade Republike Slovenije v Savinjski dolini in takrat bi eventualno tudi plan, da se predstavijo celotne rešitve. Veliko dela so opravili tudi prostovoljci, ki so pomagali sanirati območja, čistiti. Občina je odprla tudi poseben račun za zbiranje finančnih sredstev. Odziv je bil pravzaprav zelo velik. Ja, drži. Slovenci smo še enkrat več dokazali, kako veliko srce imamo, kako smo solidarni in da znamo stopiti skupaj. Jaz si srčno želim, da bi znali stopiti skupaj tudi v manj kriznih situacijah, ker v tem primeru smo dokazali, kako v bistvu, koliko se lahko naredi v kratkem času, če smo složni, če smo enotni in če delamo v korist ljudi, v korist naše ljube domovine Slovenije. In jaz sem neizmerno hvaležen vsem prostovoljcem, ki so priskočili na pomoč, ni bilo malo. Prav tako smo imeli veliko število gasilcev iz drugih gasilskih zvez po Sloveniji. Imeli smo vojsko na terenu, praktično smo lahko računali na ogromen support. Bilo je tudi potrebno, sami tega ne bi zmogli in skupaj smo našli tisto pravo pot z odprtim srcem pomoči potrebnim. Bilo jih je
bom rekel, skozi celoten mesec, dober mesec, ogromno in zelo težko naštejem praktično tudi čisto vse, sem pa neizmerno hvaležen, da je temu tako. Ker na koncu dneva, kot sem prej rekel, celo življenje ustvarjaš neke materialne dobrine, pride dan, ko to odnese in se vprašaš, čemu je smisel. In jaz bom tako rekel, zagotovo je odneslo veliko, ampak ni pa odneslo vse. Kot sem rekel, ostali smo vsi živi, to je najbolj pomembno, predvsem je pa pomembno zavedanje, kako pomembni so odnosi, kako pomembno je v bistvu prijateljstvo, ljubezen, imeti drugega. In to v primeru pomoči, ki so jo nudili prostovoljci, še vedno dodatno dokazuje, da je temu tako, ker to nam pa noben ne more vzeti. In to je tisto, kar je vredno. In se mi zdi, da na nek način, kakorkoli so težki časi, je pa vsem postavil določene vrednote na pravo mesto človeka. In to je tisto, kar družba potrebuje in ne glede na to, kaj nas čaka, me navdaja z velikim optimizmom, motivacijo in pa pozitivom, da tako rečem, da zagotovo bodo še izzivi in težki časi, ampak sem prepričan, da bomo skupaj zmogli to prebroditi, tako da tudi s pomočjo, bom rekel, dobrih ljudi v naši domovini, ki jih ni malo. Narava je letos večkrat pokazala zobe tudi v vaši občini, ne samo te poplave, že prej ste beležili tudi neurja pa vetrolom. Skratka, škode po teh naravnih nesrečah je še več kot od samih poplav, ne? Ja, res je. Imeli smo 2 vetroloma, neurje praktično. Se mi zdi, da prihajamo v čas, ko se res dogajajo bistvene podnebne spremembe, ko prihajamo do nekih ekstremov. Ne smemo pozabiti, lansko leto je celotno leto bilo pa izredno sušno, praktično ni padlo dežja pol leta. Tako da imamo tudi pa v drugo stran ekstrem. Zavedati se moramo, da se stvari spreminjajo. Tudi letos smo bili prvič priča v Sloveniji tornada. Če pogledamo zdaj Grčijo kot tako, je v 14 dneh na istem mestu, bom rekel, ekstremne poplave. Če je pri nam padlo nekje okoli 250 do 300 litrov na kvadratni meter v Zgornji Savinjski dolini dežja, pa vemo, kakšna katastrofa se je zgodila. Si predstavljamo v Grčiji, ki je padlo nekje med 800 in 1000 litrov na kvadratni meter. To je 3-4krat več. In jaz si ne znam predstavljati situacijo in razsežnosti razmer v takem primeru, kar ni nemogoče. In tam se je zgodilo celo 2krat, en za drugim. Kaj hočem povedati, da dejstvo je, da je to en pomemben znak, da res moramo trajnostno, dolgoročno ukrepe delati, ne zdaj samo sanacijsko, tisto stanje, ki je pač bilo, ker to vidimo, da v bistvu ne zadosti in ne rešuje življenj ter premoženj. Veliko ste bili na terenu, še zdaj obiskujete ta območja. Kaj je tisto, kar ljudje, ki so utrpeli škodo, zdaj najbolj potrebujejo? Jaz bom primarno rekel sledeče. Absolutno je največji dvom zdajle dolgoročnost, da tako rečem. Se pravi, kaj bomo danes naredili, zato da bo njihova dolgoročna rešitev jasna. Se pravi, čim prej moramo dati ustrezno, kompetentno, strokovno rešitev in način, kako jim pomagati, da si čim prej obnovijo svoje življenje, svoje domove ali pa eventualno se preselijo tisti, ki se bodo mogli preseliti. Tukaj na nek način v primeru, da stroka jasno pove, kar se tiče selitve, da se tam ne more zavarovati na način, da bi bilo življenje, bom rekel, varno, ne bo izbire. Zagotovo je to naša odgovornost, predvsem pa odgovornost tudi do naslednjih generacij. To je zagotovo najbolj pomembno, da pridejo čim prej do informacij, da vedo terminski plan, ne samo kaj, ampak tudi kdaj in predvsem kdo bo to sfinanciral. To so tiste najbolj ključne informacije. Zdaj zagotovo izredno veliko pomagamo bom rekel, spet s pomočjo prostovoljcev, donatorjev, z čiščenjem, z doniranim pohištvom, z doniranim oblačili, hrano.
Mi smo do nedavnega, bom rekel, nudili tudi vsem tistim, ki si niso mogli sami skuhati kosila, tudi tople obroke vsakodnevno. Še vedno imamo odprt zbirni center, kjer se donirana, bom rekel, materialne dobrine zbirajo in od tam potem kontrolirano vsem upravičencem, tisti, ki potrebujejo, pa bodi si je to postelja, do kuhinje ali pa ne nazadnje do čistil, lahko v bistvu pridejo brezplačno iskat. Tako da, zdaj vezano na to, tudi jasno, finančna pomoč je tudi izredno pomembna in tudi ta informacija, ne samo informacija, tudi dejanje, da pride finančna pomoč do pravih ljudi pravočasno oziroma čim prej, je izrednega pomena. Sploh do tistih ljudi, ki se že danes ve, da si morajo dom obnoviti. Sploh zdaj, ko je pred vrati zima, ne, in pa ne nazadnje tudi meseci, v katerih pričakujemo znova nekoliko več dežja. Tako je, zagotovo. Dobro, morda toliko o poplavah. Če se zdaj dotakneva še nekaterih drugih tem, namreč občina Braslovče je pred kratkim praznovala občinski praznik, gre za tisto srednji dogodek vsako leto. Tudi letos ste ob tem prazniku podelili občinska priznanja, pa zdaj morda beseda ali dve o letošnjih občinskih nagrajencih. Letos ste imenovali tudi častnega občana. Ja, drži. Jaz moram prvotno povedati, da sem izredno ponosen, da sem doma v Savinjski dolini, da sem doma v občini Braslovče. Imamo res izjemno čudovito občino oziroma naravno in kulturno dediščino in ogromno možnosti za nek osebni razvoj. Predvsem pa vedno poudarim, da so tisto pravo zlato naše občine ljudje. In ogromno je takih, ki so zaslužni za res, ki praktično z vsakodnevnimi dejanji požrtvovalno, entuziastično delujejo na različnih področjih in dajejo neko dodano vrednost k razvoju naše občine, k kvaliteti življenja v naši občini, varnosti, da tako rečem. In vezano na to smo podelili 9 županovih priznanj, predvsem vezano na izredno požrtvovalno pomoč v času poplav, se pravi sedmim gasilskim društvom v našem gasilskem poveljstvu občine Braslovče, potem osnovni šoli Braslovče, ki je zelo pomembno vplivala na celotno dogajanje v zbirnem centru, v evakuacijskem centru. Izredna velika hvala gre tukaj kuharcem, ki so praktično cele dneve garale v kuhinji. Veliko izmed njih je imeli doma tudi katastrofo, pa so vseeno dali prednost pomoči potrebnim, kar je neprecenljivo. In pa tudi društvo podeželske mladine, ki se je organiziralo s traktorji, prikolicami, praktično tudi cele dneve pomagalo ljudem, ki so, pa bom rekel, pomoči potrebnim. In zagotovo je to tisto minimalno, da se lahko zahvalim z nekim županovim priznanjem. Poleg teh smo pa podelili tudi Franciju Kralju naziv častnega občana. On, bom rekel, na nek način si celotno njegovo življenje v Braslovčah prizadeva k res kvalitetnemu življenju, k dvigu, bom rekel, neke kulture, predvsem je pa dal nepogrešljiv kamen v gradnji in pa, bom rekel, obnovi Žovneškega gradu. Vsi vemo, da so na gradu Žovnek praktično skoraj 3/4 življenja živeli celjski grofi oziroma knezi, kasneje, da je to izredno pomemben kulturni zgodovinski spomenik za Slovence. 3 zvezde izvirajo v slovenskem grbu, praktično od tam, in pred 30 leti je Franci rekel, tule moramo nekaj narediti, ker je bil praktično popolnoma propadel grad, ruševina popolna, in v 30 letih vsako nedeljo in tudi marsikdaj tudi med tednom
entuzijastično, prostovoljno delujejo in so ta grad obnovili in danes predstavlja en pomemben biser v našem okolju, predvsem pa zelo pomemben temelj razvoja turizma v naši občini. In poleg tega je bil zelo dejaven tudi na področju športa in tudi na drugih področjih, kar res iz vsega srca se mu želim zahvaliti za vse dobro, ki je že naredil, verjamem, da še bo. In tudi njegova pisana knjiga, napisal je kar nekaj knjig na področju zgodovine, je poskrbel, da to ne bo pozabljeno, da bo šlo skozi generacije, bom rekel, pisana beseda oziroma zgodovina kot taka. Tako da smo mu res izredno hvaležni in zagotovo več kot zasluženo naziv častnega občana. K projektom in načrtom, ki jih imate v občini Braslovče, se bova vrnila v nadaljevanju najinega pogovora. Zdaj čas za kratek predah in naše oglaševalce ostanite v najini družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Late night shopping. Polna noč popustov in vznemirljivih doživetij. Ujemite jih v petek, 13. oktobra od 8 do 11 zvečer. V City Parku in Aleji v Ljubljani, City Centru Celje in Europarku Maribor. Dobrodošli nazaj, spremljate oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja, z menoj v studiu pa še vedno župan občine Braslovče, Tomaž Žohar. Gospod župan, prej sva veliko govorila o poplavah, pa če pustiva zdaj te ob strani, kaj je še zaznamovalo minulo leto od minulega občinskega praznika do letošnjega? Če tako nasplošno rečeva, kakšno je bilo leto? Jaz bom tako rekel, mi imamo praktično ves čas zelo ambiciozno zastavljene cilje. Te cilje tudi zelo uspešno realiziramo, predvsem tudi po zaslugi izredno kompetentne, učinkovite ekipe občinske uprave. Z direktorico Najto Šketa Miser na čelu, kar sem iskreno hvaležen. Realizirali smo kar nekaj zelo velikih uspešnih projektov, od rekonstrukcije, bom rekel, določenih cest,
Predvsem velik poudarek dajemo prometni varnosti. Zgradili smo nekaj pločnikov, nekaj dvignjenih križišč, se pravi, tukaj moramo poskrbeti za tudi varnost najmlajših v prometu, sploh na področju osnovne šole oziroma podružničnih šol v naši občini. Dejansko k koncu gre izredno pomemben projekt tudi sanacija plazu v Podgorju pri Letušu. Sanacija plazu je vredna 1 300 000, gre pa za plaz, ki je pred približno 15 leti pod sabo tragično pokopal 2 mladi življenji. Eden redkih primerov, ampak vseeno pred 2-3 leti je postal plaz zopet aktiven, se je zadeva, bom rekel, bila drastična in s pomočjo države in nepovratnih finančnih sredstev državnih kot takih praktično zaključujemo ta izredno pomemben projekt. V času poplav moram povedati, da smo v bistvu poleg vsega tega deležni še 6 novih plazov, tako da zelo intenzivno delamo na rešitvi in pa projektih, da čim prej prijemo do tega in tudi do sanacije. Na 2 delih so ogrožene tudi hiše. Zelo uspešno smo zaključili projekt izgradnje vodovoda skupaj z 6 občinami v Spodnji Savinjski dolini. V okviru tega smo pridobili v občini Braslovče 2 nova vodna vira, vodohrana, enega na Vranskem, enega v Taboru, nekaj kilometrov novih transportnih vodov in pa obnovili smo nekaj starih cevovodov za vodovod. To je izrednega pomena, namreč varna oskrba s pitno vodo je prav tako ena izmed ključnih prioritet, vedno bila in bo ostala. Vezano na, bom rekel, ena izmed takih pomembnih stvari je tudi izgradnja poslovilne vežice v Trnavi. Le-ta je bila načrtovana praktično skoraj 30 let, a pa dobrih 25 let so si krajani prizadevali za njo. Mi smo to uspeli zdaj tudi realizirati, namreč dostojno slovo, bom rekel, žalujočih je zagotovo minimum, kar na nek način mora občina zagotoviti občanom v primeru smrti bližnjega. Tako da to je pomembna stvar. Morda, če omeniva še izgradnjo kanalizacijskega sistema, ta projekt ste tudi peljali v sodelovanju z nekaterimi občinami iz Spodnje Savinjske doline. Tu je bila pravzaprav vodilni partner prav občina Braslovče. Ja, tako je. Prav tako smo s pomočjo evropskih sredstev uspešno speljali in realizirali projekt izgradnje kanalizacije v 2 krajih, se pravi v Parižljah in pa v Orlji vasi. Kar se nas tiče, bom rekel, financiranja bilo približno 73% strani Evropske unije. V okviru tega smo celostno infrastrukturo uredili, tudi vse ostalo, se pravi obnovili vodovod, elektriko smo dali v zemljo, optiko položili, javno razsvetljavo, rekonstruirali cesto, se pravi celostno. Ker naša filozofija je, da takrat, ko delamo nekje, neka zemeljska dela, se lotimo celostno. Se pravi na način, da se čez 3, 4, 5 let spet ne koplje, pa nekaj drugega daje noter. Tudi to smo naredili poleg ostalih kanalizacijskih vodov, ki niso bili del tega projekta, ampak pomembno. Praktično do gradbenega dovoljenja smo pripeljali tudi nov zdravstveni center in pa športni park v Rakovljah. To je izredno pomembno. Prvič v zgodovini je naša občina dobila tudi družinsko medicino, 2 ambulanti. Jaz sem izredno vesel, da je, bom rekel, odziv, ker potrebe so izjemno velike, ne? In mi praktično pa v pol leta so 2 ambulanti polni. Tako da zdaj smo zaprosili še za dodatne time. Koncesionar ima kapaciteto, tako da lahko tudi zadosti, bom rekel, še dodatne ambulante. Verjamem, da nam bo to uspelo. Zagotovo je pa v bistvu izredno pomembno, da se čim prej ta zdravstveni center tudi realizira.
Delamo na številnih projektih, kot je tudi nova podružnična šola na Gomiskem, na prizidek k kulturnemu domu Gomisko. Tako da idej, ne samo idej, ampak projektov zagotovo ne manjka. Zdaj je pomembno vplivala tale katastrofa. Mi bomo zdaj jeseni naredili rebalans, na novo, prevetrili naše plane, predvsem cilje. Primarno nam je še enkrat zagotoviti varnost in zdravje ljudi, ter absolutno kvaliteto življenja. Bo verjetno potrebno katerega od načrtovanih projektov predstaviti tudi v prihodnje leto? Tiste ključne projekte, kot je zdravstveni center, športni park, tudi celostna ureditev na Gomiskem, vse en del zagotovo ne bomo prestavljali, v neko prihodnost. Letos smo že praktično danes v mesecu oktobru neke večje projekte, letos zagotovo ne bomo začeli, tako da v naslednjem letu pa planiramo realizacijo leteh določenih ključnih projektov. Mi ostajamo optimistični, predvsem pa moramo, kljub tej katastrofi, ki nas je doletela, ostati v neki dobri kondiciji, pridobiti tudi zunanje vire financiranja. To je moja glavna prioriteta in točka, da se zagotovi ustrezne finance in da potem tudi realiziramo čim več zastavljenih projektov. Ta trenutek prezgodaj govoriti, kaj, da tako rečem, bi eventualno se za kako leto prestavilo. Verjetno pa ne samo letos, tudi v prihodnje pričakujete nekaj sredstev iz te nove evropske finančne perspektive. Zdaj naj bi ti razpisi počasi začeli prihajati, ne? Ja, tukaj moram povedati, da se bojim, da temu ne bo tako, ne. Namreč finančna perspektiva se zdaj zaključuje se pravi do 21. ne. 21-27 se je že načeloma že začela zdavni, pa jaz mislim, da še kako leto pa pol do 2 zagotovo ne bo nekih konkretnih razpisov od zunaj, glede na stanje, ki je. Kolikor pa bo, smo pa mi pripravljeni, imamo nekaj projektov pripravljenih, tudi letos smo fokusirali veliko našega dela na projektiranje in pa pripravo projektov, zato ko pridemo do tega, da smo tudi pripravljeni. Veliko tega nas še čaka, še enkrat s poudarkom na izgradnji vodovoda, obnovi vodovoda, manjkajoče kanalizacije oziroma kanalizacijskega omrežja z drugo celostno infrastrukturo. Predvsem je pa en pomemben poudarek tudi v vzgoji in izobraževanju. Absolutno delamo zelo intenzivno tudi na področju starejših, da se jim ponudi, določene ugodnosti. Veliko tega že imamo. Predvsem pa tukaj imam v mislih, da speljemo do konca projekt Invalidom prijazna občina. To pomeni tudi kar nekaj infrastrukturnih zadev, ki imajo finančne posledice, da se v bistvu tudi to realizira. Prej ste omenili vzgojo in izobraževanje. Pred kratkim se je začelo praktično dober mesec nazaj novo šolsko leto. Kako je z vpisom v vrtce in šole v vaši občini? Vemo, da ste šolo že razširili, da ste uredili tudi oddelek glasbene šole. Kako je letos? Jaz sem vesel, da imamo zaenkrat še vedno dovolj kapacitet na voljo, se pravi, ni nobenih omejitev pri vpisu v vrtec, prav tako ne v šolo, prostora je zaenkrat dovolj. Letošnje leto je bilo prvošolčkov 50, kar je nekoliko manj ali pa dosti manj kot prejšnje leta. Ampak vseeno je tukaj, samo priseljevanje v našo občino izredno veliko, se pravi, sama naseljenost in pa število prebivalcev raste iz leta v leto. Zagotovo imamo v planu tudi izgradnjo novega vrtca, s tem bi v bistvu sprostili v trenutnem, ki se nahaja v osnovni šoli Braslovče, tudi enota vrtca bi sprostili prostore in bi v bistvu te prostore namenili, se pravi, celoti šoli.
vrtec bi pa v bistvu zgradili nov, tako da potrebe so. Še posebej je pa to pomembno ob dejstvu, če pride do realizacije selitve teh dveh naselij levega in desnega brega Letuša. Tudi v tem primeru bo povečano število vpisov in to je pomemben korak tudi v tej smeri, da se konstantno posodabljamo in delamo tudi na tej infrastrukturi. Če kakšno besedo rečeva še o cestah v vaši občini, kaj je tisto, kar vas čaka v prihodnosti? Zagotovo je najnujnejša sanacija državne ceste, regionalne ceste, tako imenovane Logarske ceste od Šentruperta proti Mozirju. Ta je v katastrofalnem stanju. Tukaj moram reči, da nisem zadovoljen z odzivom Ministrstva za infrastrukturo. Določeni projekti so narejeni, so že bili v teku razpisu, pa so se ustavili, pa ne zdaj zaradi neurja, pa bom rekel poplav, ampak tudi že prej. Verjamem, da nam bo to uspelo, zagotovo je prometna varnost ena ključnih stvari, sploh pa na tem odseku, ki je izredno nevarna. Mi imamo eno križišče v Parižljah, ki je zelo obremenjeno, konec koncev ves promet iz Zgornje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške, teče tam čez, pa ogromno tega do avtoceste, zaradi nepreglednosti in pa visoke hitrosti in pa veliko prometa obremenjenosti praktično prihaja skoraj vsak teden ali pa se enkrat na 14 dni do prometne nesreče, kar je absolutno nesprejemljivo. In tukaj bomo naredili vse, da se zagotovi prometna varnost v tem križišču oziroma na splošno, ne samo v križišču, tudi potem naselje Preserje. Smo praktično pri tem prometu brez vsakega pločnika, brez vsega in to je ena pomembnih prioritet, da se na celotnem odseku regionalne ceste od Letuša do Šentruperta ali pa obratno zagotovi prometna varnost. Verjetno bo prometne tokove na tem območju spremenila tudi izgradnja tega dela tretje razvojne osi. Zdaj nekako kaže, da bi se lahko kmalu začela, pa vendarle bomo videli, kako bo. Jaz bom tako rekel, ne vem sicer, kaj kaže, da bi se lahko kmalu začela, če si iskreno povedano. Jaz mislim, da se še ne bo kmalu začela, to je moje mnenje. Drugo, na nekaterih delih bo zagotovo pomembno vplivala, se pravi sprememba prometnih tokov, se pravi obremenjenost bo manjša. Na omenjenem križišču v Parižljah pa zagotovo ne. Tam bo pa bistveno večja, ker tam je tudi predviden izvoz in uvoz. Križišča ostaja v taki meri, kot je in je popolnoma nepregledno in bo stanje še slabše, kot je danes. Zdaj, kar se tiče pa, bom rekel, detajlov terminskega plana tretje razvojne osi, pa če pristojni ne znajo dati točne časovnice, jaz absolutno nisem tisti, ki bi sodil o leteh. Dotakniva se zdaj še nekaterih dogodkov. Pred 14 dnevi je v Braslovčah potekal tradicionalni dan hmeljarjev. Tudi hmeljarji so na nekaterih območjih v teh neurjih in poplavah doživeli nekaj škode. Letošnja sezona je bila znova, tako kot vsaka, odvisna od narave, pa vendarle je ta dan hmeljarjev priložnost za druženje, za srečanje, tudi za veselje nenazadnje. Drži. Dan hmeljarjev, a pa ob dnevu hmeljarjev počastimo, bom rekel, vse hmeljarje, predvsem pa je to bistveno več kot to. Namreč govorimo o enem osrednjem dogodku v naši občini, pa ne samo občini, ampak celotni Savinjski dolini zelenega zlata in pa širše. Namreč skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije to organiziramo oziroma turističnemu društvu Braslovče, ki je glavni organizator. Moram povedati sledeče. Hmeljarji so izredno pomembni za ne samo kmetijstvo, ampak tudi predvsem celotno gospodarstvo in družbo. Hmelj je jasno glavna sestavina ali pa začimba pri pridelavi piva. Pivo je pa praktično najbolj prodajana alkoholna pijača na svetu in pa tretja pijača nasploh po porabi, pred njim sta samo voda in čaj. Kaj to pomeni? Da govorimo o izjemno pomembnem gospodarskem produktu v celem svetu in da na osnovi hmeljarstva živi posledično ogromno globalnih in manjših pivovarjev oziroma pivovarn, pa imamo potem gostince, pa trgovske verige, ogromno delovnih mest in ogromno družin živi tudi na ta račun.
In to je izredno pomembno. Se pravi, ne samo te kmetije ali pa kmetje, ki se praktično vsakodnevno in vsako leto soočajo z hudimi ekstremnimi naravnimi razmerami in na nek način neurji pa vetrolomi, ki jim uniči, bom rekel, hmeljske nasade, toče, poplave, suše. Praktično to je industrija na prostem in je izredno težko. In bom tako rekel, vsa čast tim, da se soočajo in borijo vsakoletno z vsem tem. Tako da govorimo o izredno pomembni panogi in na hmeljarju je letos bilo že 61. leto zapored, s tem, da je letos bilo organizirano in je bilo popolnoma dobrodelno, se pravi ves izkupiček prodane pijače, srečolova, se pravi je šlo v dobrodelne namene, se pravi v sklad za poplavljence v naši občini. Jaz sem iskreno hvaležen, se pravi vsem sodelujočim, da so to zorganizirali na tak način oziroma smo organizirali, ker pomembno, tudi to je kamen v mozaiku pomoči potrebnim. Tako da iz tega vidika je vedno veselo in tudi tokrat je bilo, ne glede na to, ker čas, mislim, druženje, prijateljstvo in vse to je izredno pomembno, da se ne pozabi in ne nazadnje, da bom rekel, tudi takrat se znamo kdaj ustaviti in poveseliti in s prijatelji spiti kak vrček piva ali pa ne nazadnje tudi vode. Turistična ponudba v kraju, zdaj načrtujete tudi en projekt Edinstveno doživetje na gradu Žovnek. Prej ste omenili, da ta grad v zadnjih 30 letih dobiva povsem novo podobo, treba mu je seveda dati tudi vsebine. Kaj ta projekt prinaša, kdaj pričakujete, da bi ta lahko bil realiziran? Projekt smo prijavili na las, se pravi, smo dobili tudi nepovratna finančna sredstva za ta projekt. Govorimo o čistem tako imenovanem escape roomu na gradu Žovnek, ki bo na temo žovneških in celjskih grofov, da tako rečem. Zgodovinsko obarvan, se pravi, absolutno je ena izmed prioritet, da damo vsebino gor, dogajajo se že določene poroke, pa srednjeveški dan, pa bom rekel določeni dogodki, so gor kaki taki butični koncerti. Prav tako skratka se trudimo, da v bistvu čim več vsebine damo na ta grad. Najbolj pomembno nam je, da ga sicer čim prej tudi obnovimo do te mere, da bo tudi popolnoma varen. Na nekaterih delih je še gradbišče in tam imamo zavarovano, ampak vseeno to je, bom rekel, živa stvar na nek način. In z tega vidika se je predvidena tudi izvedba tega escape rooma. Ta escape room načeloma je celotna zasnova že pripravljena in jaz pričakujem, da bo praktično zaživel, a pa plan je, da zaživi v naslednjem letu, se pravi takoj spomladi, ker nekaj se bo dogajalo tudi zunaj, če pa bo nam uspelo prej, pa toliko bolje. Dolina zelenega zlata je turistična destinacija Spodnje Savinjske doline, ki pravzaprav povezuje vse občine. Kaj ta že prinaša in kaj od nje še pričakujete v prihodnosti? Kot sem rekel, imamo na splošno v Sloveniji eno čudovito domovino, ki ponuja ogromno naravne in kulturne dediščine, ogromno raznih možnosti športnih aktivnosti, ter gurmanske, kako to rečem, ponudbe. In nič drugače ni v Savinjski dolini. Na splošno v Spodnji Savinjski dolini smo se 6 občin povezali in nekako oblikovali destinacijo Dolina zelenega zlata. Tiste ključne kulturne, zgodovinske, športne, bom rekel gurmanske, turistične ponudnike raznih turističnih storitev združili na eno mesto in se sedaj v bistvu promoviramo kot destinacija. Namreč pomembno je, da ko turist pride, turistu je popolnoma vseeno, kje je meja kakšne posamezne občine in absolutno ni na mestu, da bi se kakorkoli omejevali. In zato je prav, da se v bistvu povežemo in turistu
in ponudimo praktično neko celovito ponudbo. Zdaj, kaj je tukaj izredno pomembno, bi izpostavil dve stvari, no, ki nas še čakajo. Prva je ta, da v bistvu res se dobro organiziramo na način, da bo to tudi nadalje dobro funkcioniralo. Predvsem pa tudi, da v bistvu najdemo finančni model dober, ki bo v bistvu se to financiralo. Tisto najpomembnejše je pa to, da se moramo nujno povezati ali pa povezovati naprej z vsemi občinami Zgornje Savinjske doline in pa absolutno nam je v velikem interesu in tudi z vašim županom v Celju se že pogovarjamo in pogovori tečejo tudi s Celjem. Namreč, kot sem rekel, če gledamo samo, kar se tiče Braslovč, imamo zelo močno vez med Braslovčem in Celjem, povezujejo nas celjski grofje, prej žovneški gospodje, tako da tukaj so izredno veliki potenciali, razvojne možnosti, tudi turistične in drugemu lahko damo zelo veliko. Absolutno interes oboje stranske, pa vse stranski, da tako rečem, in s tem razvojem bomo zagotovo nadaljevali. Če se vrneva še na grad Žovnek, tam vsako leto pripravijo tudi srednjeveški dan. Letos so ga morali zaradi slabega vremena nekoliko zamakniti, zdaj je načrtovan 14. oktobra. Ja, drži. Srednjeveški dan vedno poteka na samem gradu, kjer ni dovolj strehe, pa da tako rečem, tudi ni smiselno. Na tem srednjeveškem dnevu je ogromno bom rekel, starih plesnih skupin srednjeveških kot takih, kar nekaj gostujočih vitezov, skupin vitezov imamo, dogaja se zelo veliko, že danes lepo vabljeni. Letos, kot rečeno, smo ga predstavili na 14. oktober, verjamem, da bo vreme nam naklonjeno in da bomo tudi to zelo uspešno speljali. To je en izmed dogodkov tudi na gradu, kjer nekako želimo dati dušo temu gradu, vsebino temu gradu, predvsem pa, da se gor dogaja in da nekako promoviramo ali pa bom rekel ozaveščamo o kulturi in zgodovini naših prednikov. Čisto za konec najinega pogovora, glede na to, da je občina Braslovče pred kratkim praznovala občinski praznik, morda še kakšna misel, želja vašim občankam in občanom? Ja, jaz zagotovo bom rekel sledeče, da najprej iskrena hvala vsem, ki tako in drugače so prispevajo k razvoju naše čudovite občine Braslovče, predvsem, ki konstruktivno sodelujejo in ki se trudijo, da je naša kvaliteta življenja velika. Ljudje smo tisti, ki ustvarjamo, bom rekel, neke lepe, dobre zgodbe in ljudje v naši občini so zagotovo srčni, odprtega srca. Jaz sem ponosen, da sem župan taki občini in pa župan takim ljudem. Se trudim, da delujem z zgledom in da nekako skupaj peljemo, bom rekel, v lepšo prihodnost. Jaz iz srca želim vsem res veliko dobrega, veliko lepega, predvsem pa moram povedati, kar sem že uvodoma povedal, da me prihodnosti ni strah, da sem optimističen, pozitiven, predvsem pa polno motiviran, sploh pa ob takih ljudeh, ki jih imamo okoli sebe, ne samo posamezniki, ampak številnih društev, številnimi sodelavci. Zagotovo, kakršnakoli ovira bo že prišla, jo bomo, bom rekel, sposobni premagati skupaj. To smo že dokazali in se veselim prihodnosti in res tudi občinskem prazniku na tem mestu čestitam vsem občankam in občanom za praznik. To je rojstni dan naše občine in moramo se tega, bom rekel, ponosno zavedati in tudi lepo praznovati in vzeti tudi kak trenutek časa takrat zase. Gospod župan, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor. Hvala tudi vam in lep večer naprej. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca nocojšnje oddaje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in čez teden dni znova vabljeni v oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Nasvidenje.